Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep pozdrav vsem. Čisto na kratko bi rad podal eno informacijo, nekaj že imate, ampak ne glede na to. Danes smo na vladi imeli zelo pomemben paket, interventni zakon, ki se dotika upokojencev, tudi njihovih družin. Dve osnovni točki sta v tem paketu. Na eni strani predčasna uskladitev pokojnin v višini 4,5% na osnovo, ki začne z novembrom in traja november in december, potem pa redna uskladitev po skladu z obstoječim zakonom, ki je na sporedu od januarja naprej. Na drugi strani smo imeli v istem zakonu tudi zamejitev stroškov, dvig stroškov oskrbnin, ravno tako z 4,5%. Na ta način smo hoteli doseči dvoje. Na eni strani preprečiti, da bi se povečevalo breme tistih oskrbovancev in njihovih družin, ki so v domovih, na drugi strani pa vsem upokojencem že pred redno uskladitvijo v mesecu novembru in decembru v podobnih zneskih, relativnih zneskih, zagotoviti dvig pokojnin. In na ta način olajšati stiske, v katerih so danes, ali zaradi inflacije, draginje ali pa energetskih razmer. Te ukrepe sem imel danes priložnost tudi pojasniti dvema gostoma. Na eni strani predsedniku ZDUS-a, gospodu Sušniku, na drugi strani generalnemu direktorju SPIZ-a, gospodu Papežu, z namenom, da so ukrepi ne samo sprejeti, ampak jasni in da jih lahko komuniciramo naprej vsem upokojencem. O tem boste tudi kasneje sama več spregovorila. V preteklosti, po zadnjem tednu je prišlo marsikje do šuma v komunikaciji, kaj so dejanski ukrepi, ki jih je vlada za upokojence pripravila in od kje se bojo financirali. In zdaj bi rad ponovil, vsi ukrepi, o katerih govorimo kot predčasni, se financirajo iz proračuna, se pravi ne posegajo v pokojninsko blagajno. Teh ukrepov ni tako malo, teh ukrepov bo na nivoju letošnjega leta za približno 90 milijonov, od tega jih bo polovico razdeljenih kot uskladitev, predčasna uskladitev, se pravi v procentualnih zneskih, polovica pa v obliki energetskega dodatka, ki se ravno sedaj izplačuje v novembru in ki je v resnici odvisen od višine pokojnine. Se pravi, približno pol denarja gre najranljivejšim v nominalnih zneskih in polovica denarja gre vsem enako glede na njihove pokojnine, v razmerju na pokojnine. Mislim, da je ta ravnoteženost nekaj, kar je pomembnega tudi za to obdobje in da je bila tudi dobro sprejeta. Za vprašanja bom še na razpolago kasneje, zdaj je pa predal gospodu Sušniku pa gospodu Papežu še priložnost, da še ona dva povesta svoje poglede. Danes smo dobili jasni odgovor, kaj pomeni intervencijski zakon, ker smo v ZDUS-u na svet zavoda predlagali izredno uskladitev pokojnin zaradi narastajočih se stroškov. Torej, čisto na kratko, redna uskladitev bo v februarju mesecu v skladu s 105. in 106. členom, tako kot je v zakonu napisano. Ta predhodna uskladitev, kot je že predsednik povedal, ne gre iz pokojninske blagajne, ampak gre direktno iz proračuna v višini 4,5%. Tako da je zdaj jasno, da to ni predhodna redna uskladitev ali pa predhodna izredna uskladitev, to je predhodna uskladitev. Da ljudje, upokojenci, neka sredstva dobijo, se tudi ujema za prazniki, da bojo v mesecu novembru in decembru dobili nekaj denarja, da bojo dejansko lažje premostili te zadeve. Tako da je, dobro pa veste, da v februarju, ko je uskladitev, zmeraj velja do 1.1. nazaj. Tako da je kontinuiteta november, december pa januar. Tako da je pravzaprav stvar za nas nekako sprejemljiva, s tem, da izredne uskladitve ne bo, tam je pa izračun bil 4,4, tukaj celo 4,5. Evo, toliko. Hvala. Lep pozdrav. Sem vesel, da nas je
s predsednikom ZDUS-a, da naj jo je predsednik vlade sprejel in da smo razjasnili ta interventni zakon. Pomembno sporočilo je, da se ne posega v redno uskladitev, ampak da se glede na situacijo že prej zagotovi začasna, bomo rekli predčasna, ki bo začasna uskladitev, tako da bojo upokojenci že novembra in decembra dobili 4,5% višjo pokojnino. Pomembno je, da ne razpravljamo samo o tem, ampak da so tisti najbolj ranljivi upokojenci pa že preko energetskega dodatka bojo isto dobili v novembru, tako da je bilo poskrbljeno tako za vse upokojence, kot za tiste najbolj ranljive, tako da je to pozitivno, da je vlada tudi obravnavala sklep sveta zavoda v zvezi z izredno uskladitvijo in se je potem odločila za ta interventni zakon, da že novembra in decembra zagotovi sredstva v višini 45 milijonov izven sredstev pokojninske blagajne, tako da smo lahko v zvezi s tem zelo zadovoljni. Kar se tiče pokojnin, torej zato ni neredna uskladitev pokojnin, ne izredna, ampak pač nekaj tretjega, predhodna ali kako? Ravno zaradi tega, da se izognemo interpretacijam, kaj to pomeni z vidika vpliva na obstoječe stanje. Ker smo ugotovili, da prihaja do šuma v komunikaciji med predstavniki upokojencev, ker je bilo slabo razumevanje, se bomo od zdaj naprej držali tega, da bomo to imenovali predčasna uskladitev, ne nazadnje velja kot predčasna za mesec november in december, in se izogibali izrazom in jih uveljavljamo skozi interventni zakon, zato se izogibamo izrazom, ki so v redni zakonodaji, ker je od tukaj prišlo do nerazumevanja, zaradi česa je bilo potem po nepotrebne tudi slaba volja med predstavniki upokojencev. To je to. Želimo biti jasni in všeč nam je, da zdaj smo našli popolnoma jasno razumevanje z obema najbolj relevantnima sogovornikoma, tako da verjamem, da na to temo poimenovanja ne bo več nesporazumov. In to je torej rešeno, kar se vas tiče, se vam zdi po tem sestanku, ja? Zagotovo. Torej, čeprav razumem, torej bo ta del krila država. To pomeni, da je vlada zagotovila znotraj proračuna za leto 2022 dodatnih 45 milijonov, ki jih bomo v 2 obrokih nakazali vsem slovenskim upokojencem in upokojenkam.